Sledi naslednje poglavje, grški kulturni model. Na strani 40 boste našli enega temeljnih besedil, ki nam pojasni, kako ta svet deluje, in sicer prva knjiga Makabejcev, prvo poglavje. Sedaj tega besedila tukaj ne bomo brali. To besedilo sem sam pod tem vidikom odkril nekako pred 30 leti, ko sem se zabaval z marksizmom. Pozneje pa sem videl v tem besedilu še mnoge druge stvari in nekaj tega bi vam rad sedaj posredoval. Ta svetopisemski odlomek opisuje grški kulturni model. Mi pogosto namreč radi rečemo, da se zgodovina ponavlja, ali pa vidimo v kakšnih stvareh teorijo zarote. Rad bi poudaril, da sam nimam rad teorij zarote, ker želim stvari razumeti. Tisto, kar se v resnici pojavlja, so strukture. In to je zelo dobro dojel strukturalizem, ki je ugotovil, da so neka stalnica v jeziku, v politiki, v zgodovini, pravzaprav strukture. Torej, ta odlomek navajam zato, da bi razumeli, če so Grki že pred 2300 leti do tako rekoč zadnjih podrobnosti zasnovali svoj kulturni model, o čemer priča to besedilo iz prve knjige Makabejcev, potem je jasno, da danes živimo v nekem čisto določenem kulturnem modelu, da tako kot je, ni nekaj naključnega. In misliti, da je naše življenje zato, ker živimo v neki mehki, hedonistično-permisivni civilizaciji, svobodno in demokratično, je velika utvara. Kot da smo danes, pa prvič v zgodovini, osvobojeni vseh obvezujočih kulturnih kalupov. To je velika iluzija in zato navajam ta odlomek. Naš odnos do moči, ki jo ima nad nami določen kulturni model, je največkrat naiven. Mi vedno nekako mislimo, da smo nad vsakim kulturnim modelom, da ga opazujemo in presojamo zunaj in zato nad nami nima prave moči. V resnici ni tako. Sveti Pavel je Efežane opozoril, vi sami sicer mislite, da ste Kristusa sprejeli, da s Kristusom presojate ta svet, toda ne pozabite, naš boj se ne bije samo proti krvi in mesu, torej proti izvirnemu grehu, ampak tudi proti vladarstvom in oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeškem podnebju. Torej, kulturni del je neizogibno dejstvo. Nikoli torej ne živimo v nekem praznem prostoru. In zdaj bi rad kratko predstavil prvine grškega kulturnega modela. Aleksander Veliki je bil star komaj 33 let, ko je umrl, kar pomeni, da vojaške zmage Grkom nikoli ne bi zagotovile trajne oblasti nad podjarmljenimi ljudstvi, če ne bi prihodu grške vojske sledil grški kulturni model, ki mu pravimo helenizacija. Grki so si tedanji svet podredili predvsem s kulturo. Mreža vazalnih kraljestev, ki je nastala po Aleksandrovi smrti, je tvorila potem enoten gospodarski, politični in kulturni prostor. Velikanski grški imperij je uresničil nekakšno antično globalizacijo. Povezano številnih ljudstev, jezikov ter religijskih in kulturnih izročil, in tista sila, ki je to omogočala, je bila grščina, tedanja antična lingua franca. Ta je omogočila posredovanje grških vzorcev življenjskih praks, kulture, umetnosti, filozofije, religije. Grška globalizacija je bila pravzaprav totalna, saj je hotela postati topilnica narodov. Knjiga Makabejcev pravi, kralj je izdal ukaz, naj se v njegovem kraljestvu vsi prebivalci stopijo v en narod in naj se vsak odpove svojim posebnostim.
Kozmopolitska identiteta je v helenistični Grčiji dobila prednost in nadvlado nad nacionalnimi identitetami. Zdaj, tisto, kar nas predvsem zanima, je, kakšne so bile posledice uvajanja grškega kulturnega modela za Jude. Indoktrinacija z grškim kulturnim modelom se je v Palestini izvajal z oblastjo nad telesi. Zato ima to predavanje tak naslov. Odrešenje oziroma telo med oblastjo in odrešenjem. Grki so v ta namen ustanavljali gimnazije, ki so radikalno posegle v judovsko vero in kulturno prakso ter celotno izročilo. Ime ustanove gimnazion ali gimnos pomeni gol. Grška šola je vključevala dečke in moške, ki so telovadili goli. Pri tem seveda ni šlo samo za telovadbo, ki bi bila namenjena izključno telesnemu razvoju mladih ljudi, ampak za vzgojo celostne osebe. Zelo podrobno o tem govori Platon v Politeji. Platon v Politeji pravi, pri otrocih moramo uporabljati bajke, ne samo telovadbo. In nadaljuje, očitno moramo najprej nadzorovati ustvarjanje bajk. Torej, že Grki so imeli misel, da je treba nadzorovati. Zato je Šparta v 8. stoletju z državnim odlokom prepovedala pesništvo, ker se jim je zdelo, da pesništvo hromi moč špartanske vojske. Dojilje in matere bomo prepričali, naj otrokom pripovedujejo odobrene bajke in tako z bajkami dosti bolj oblikujejo njihove duše, kot z rokami njihova telesa. Čeprav je Platon o teh stvareh razmišljal na drugačen način, ne v tem totalitarnem, vendar je ta model v resnici bil potem integriran v grški kulturni model, ki so ga izvajali na osvojenih ozemljih. Judje so bili torej napadeni ne le vojaško in politično, temveč v svoji verski in narodni biti. To poudarjam zato, ker se nekaj podobnega dogaja nam danes. Tudi mi smo napadeni v svoji verski in narodni biti, ne samo vojaško preko NATO in politično preko Evropske unije. Grkom je takrat šlo seveda za vprašanje obstoja. Vsi Judje te grške okupacije in vsiljevanja grškega kulturnega modela niso doživeli enako dramatično. Gotovo so bili zanj veliko bolj odprti mladi, ker biti na ravni ali pa iti v smer grške kulture pomenilo, da ti pripada prihodnost, da si vključen v nek tok, ki je zmagoslaven. Nekateri Judje so bili pripravljeni za to, da ostanejo zvesti izročilu, dati svoje življenje, tudi mladi. Ampak tako kot vedno, tisti, ki ima oblast in ki vsili kulturni model, lahko računa, da bo dolgoročno velik del skupnosti, ki jo je okupiral, tudi pridobil na svojo stran. In delo s kulturnim modelom je prav delo na dolgi rok. Torej, osvajalna vojska je samo prva etapa, tista, ki pa zagotovi integracijo in prevlado in uveljavitev ekonomskega centra moči, ki se je uveljavil z oblasti, pa zagotovi na terenu potem kultura. In dogaja se vedno, da potem ljudje sami pridejo k okupatorju in ga vprašajo, kaj še želi. Tudi Judje so rekli, dajmo sklenimo zavezništvo z narodi okrog nas, sami so šli k kralju in ga vprašali, kaj lahko še naredijo, da mu bodo bolj všeč. Napad na telo je bila tudi odprava obreze. Nekateri so bili za to pripravljeni umreti, drugi pa so rekli, zakaj bi se držali obreze. Predvsem so mladi videli v grški kulturi priložnost, da prekinejo s svojimi starši, vaškimi skupnostmi, ker mnogi mladi so se čutili
ujetnike teh strogih judovskih predpisov, te socialne kontrole ob sinagogi, ob vaseh in vstopiti v grški tok je pomenilo se tega rešiti. In jasno, da mladi ljudje vedno iščejo neko novo identifikacijo, ki jim bo omogočilo, da se osvobodijo izročila staršev in podobno. Grki so največji obseg imperije dosegli že za časa Aleksandra Velikega. Rimski postopek je bil pa drugačen. Rimljani so širili imperij postopoma in njihov način integracije in uvajanja kulturnega modela je bil drugačen. Niso uvajali gimnazije, za njih je bilo pomembno, da se je na nekem ozemlju formirala provinca z rimsko oblastjo, z vojaškim nadzorom in z sistemom pobiranja davkov. Sicer pa so Rimljani lokalnim skupnostim pustili veliko svobode. Judom so pustili tempelj, velikim duhovnikom, Sinedriju, tudi Herodu neke kompetence, tako da so imeli občutek, da niso v celoti ponižani in podrejeni. Rimski kulturni model je zanimiv zato, ker je bil zelo toleranten do različnih verstev, o čemer govori vloga Panteona v Rimu. Torej, tam je prostor pravzaprav za vse bogove. V resno ideološko zadrego pa je rimsko oblast spravilo šele krščanstvo. Namreč primerjalno krščanstva Rimljani in njihova oblast in njihova intelektualna elita ni mogla najti neke razlage. Kaj pravzaprav je to? Krščanstvo je bilo v celoti nerazložljivo z nekimi do tedaj znanimi religijskimi obrazci in filozofskimi sistemi. In kljub temu, da kristjani niso izkazovali nikakršnega verskega fundamentalizma, kulturnega ekskluzivizma, oblastnih in prevratniških teženj, prav nasprotno, kristjani so se obnašali, kot nam govori pismo Diognetu, ki ga tudi navajam noter, neko normalnost, spravljivost, kooperativnost. Je zanimivo, rimska oblast že zelo zgodaj zaznala, da ima opravka z duhovno silo, ki lahko s časoma vnese razpoke v same temelje imperija. Čeprav si tega niso znali razložiti, ampak nek strah se je pojavil. In zato odgovor v preganjanju. O srednjeveškem kulturnem modelu ne bom govoril, kdaj se je pravzaprav začel. Navajam noter govor oziroma slavnostne besede iz leta 795, ki jih je Karel Veliki izrekel papežu in papež njemu. Morda za zanimivost, poznamo celo vrsto narodov in vojskovodij, ki si jih je bala cela Evropa, kot recimo Hunov in Atilo, in vidimo, da so Huni leta 453 po Atilovi smrti odšli iz zgodovine in danes o njih ni nobenega sledu. Razen to, da si mnogi Madžari dajo ime Atila in pa podjetje imenuje po Atili. Sicer pa so Huni odšli iz zgodovine. Naši sopotniki Avari, ki so bili z nami tako pomešani, da se jih čas ni dalo, nas pa njih razločevati, so ostali brez kulturnega modela, torej niso poznali neke trdnega religijskega sistema, pisave, nekih ljudi, ki bi izrazili življenje Avarov v neki kulturi. Zato je značilno za vse te, recimo za Madžare, da so od leta 900 do poraza 955 v 50 letih praktično prečesali celo Evropo. Skozi slovensko ozemlje so šli kar 22krat prišli do pariškega bazena, porazili so Veliko Moravsko in je bila pot odprta do Baltika in vendar bi Madžari, če ne bi imeli, tako kot Slovenci, v pravem trenutku nekega razsvetljenega kneza,
ki bi videl, treba se vključiti v fevdalni sistem, sicer nas bo izbrisalo, in so se potem s Štefanom I. dali krstiti in so obstali. Avari te sreče niso imeli, naši sopotniki, Boris Gorazd Hotimer, pa so se dali krstiti in zato smo Slovenci še vedno tukaj. Številna keltska, germanska, slovanska in druga ljudstva, teh ljudstv je na desetine, so bila brez kulturnih modelov, osvajala so, vendar vsa ta osvajanja so se končala samo z ropanjem, požiganjem, ne pa z implementacijo kulturnega modela, ki ga niso imeli. Zato so vsi ti narodi odšli iz zgodovine. Ameriški kulturni model, prvo, kar bi rad poudaril, je, da v ZDA ne obstaja noben center za oblikovanje ameriškega kulturnega modela, kot je bilo to značilno za komunistične države, ki so imele svoje marksistične centre, inštitute, ki so vpletle v to univerze, pri nas potem znana še Kumrovška šola. V ZDA je vse privatizirano, prepuščeno zasebni iniciativi, banke, korporacije, religija, kultura, vse je podrejeno oziroma izročeno v zasebno inicijativo. Pax Romana je nekakšen sinonim za uveljavitev rimske oblasti, rimskega prava in rimske kulture. Pax Britannica je sinonim za britansko imperialno politiko, ki se konča sredi Prve svetovne vojne, ko ZDA pod pretvezo, da grejo pomagati svoji nekdanji gospodarici Veliki Britaniji, vstopijo v Prvo svetovno vojno. Od takrat naprej, torej od maja 1917, je Pax Britannica v zatonu in se uveljavlja ameriški kulturni model. Ključen za to je dogodek na Jalti, drugo srečanje Roosevelta, Churchilla in Stalina. Takrat se je že pokazalo, da o svetu ne odločajo trije, ampak samo prva dva, oziroma, oprostite, prvi pa tretji, torej Roosevelt in Stalin. Torej, že preden je po drugi svetovni vojni začela prihajati v Evropo pomoč v hrani, potem kot primer znan Marshallov plan, velika finančna pomoč, je bila usoda Evrope odločena že na Jalti. Kakšna bo povojna Evropa? Najprej so bile začrtane obrisi povojne Evrope in prvi in tretji sta določila, kdo bo v kakšni državi vladal, kakšen red bo v Italiji, kaj bo v Grčiji, kaj bo v Jugoslaviji in podobno. Sam se tega spomnim še fizično. V sredi 50-ih let sem gledal velike količine ameriškega mleka v prahu, sira in drugega v neposredni bližini mojega doma je bila šola in tam so te stvari razpečevali. 150 metrov stran mojega doma pa je bil zadružni dom in v tem zadružnem domu so istočasno z ameriško pomočjo vrteli ameriške filme in ameriške risanke. In takrat so se mi začele kot otroku odpirati te ideje ameriške, najprej ameriška kuhinja, ki se spomnite recimo gradnja teh kuhinj v Sloveniji tam okrog leta 60, te majhne kuhance, sanje, da bi prišla vsaka ženska, ki je dobila neko službo v mestu, prišla iz podeželja, da bi imela neko kuhanco in da se prekine s starimi črnimi kuhnami. In ameriške sanje, ki so se posredovale predvsem preko ameriških filmov. Chomsky, eden največjih kritikov ameriške imperialne politike,
nekaj njegovih knjig je prevedenih v slovenščino, pravi, da je pogoj uspešnosti globalne ekonomije popularna kultura. On to zelo dobro analizira, ko analizira trgovinske sporazume ZDA z Mehiko, z različnimi državami Južne Amerike, jugovzhodne Azije in podobno. In nobena vera pa po svojem bistvu ni populistična, ni del popularne kulture, ker si ne postavlja častnih ciljev, služenje ugodju ljudi, temveč si vsaka, zlasti krščanstvo, postavlja večne cilje. Zato je za nas nek križ za razumevanje, kako to, da je v Ameriki, v ZDA vera svobodna, pri nas v zahodnji Evropi pa gre za pozabo spomina na izročilo, kot sem navedel tam škofa Jamnika takoj na začetku tega predavanja. Eden od načinov, kako se uveljavi neka moč, je prikrivanje. Prikrivanje ni stvar neke teorije zarote, prikrivanje je strukturno in je tako staro, kot je človeštvo. Torej, nobena oblast ne reče, te in te stvari bomo uveljavili zato, ker želimo biti gospodarji na terenu drugih, ampak vedno najde način, kako se na drugem terenu uveljavi. Zelo nazoren primer tega je Sun Čueva knjiga Umetnost vojne in nas uvaja v razumevanje oblastnih tehnik prikrivanja, ki so strukturno enake v vseh obdobjih zgodovine. Ta klasični kitajski priročnik ima osrednje sporočilo, da je za uspeh vsake politike najpomembnejša strategija in ne vojna in s tem povezana kultura, ki jo uveljaviš. V opombi navajam znanega Jureta Leskovca, ki ima tudi v Sloveniji več intervjujev, je mlad profesor na Stanfordu in metodo prikrivanja pravih ciljev ekonomskih centrov moči izvaja tudi univerza, kjer je on sam zaposlen. In uporabil je en zelo zanimiv izraz, pravi, govorimo o modeliranju družbe. Korporacije naročajo njegovi ustanovi, kako nek izdelek tako promovirati, da bo imel zagotovljen uspeh na trgu. Mogoče si je izmisliti popolnoma nove stvari in preko računalniške obdelave zelo natančno predvideti uspeh ali neke politične ideje, ki se jo inicira v javnost, ali pa nekega produkta. Modeliranje družbe je nekaj, kar je danes tako rekoč splošno. In tudi Mihail Bulgakov pravi, politika je danes veliko bolj perfidna, uporablja zelo sofisticirana orodja manipulacije, čeprav se odpoveduje tajni policiji, cenzuri in podobno. V nadaljevanju o prvinah in tehnikah in mehanizmih ameriškega kulturnega modela. V zborniku je cela vrsta stvari, omenil bom samo nekatere. Recimo ena od teh je tako imenovana permisivna vzgoja. Permisivna vzgoja je v funkciji kapitala. Narcis namreč, ki je produkt permisivne vzgoje, se ne organizira, ker misli predvsem na svoje telo, za svojo zadovoljitev, zato ne more biti resna kritika ameriškemu kulturnemu modelu. Drug problem sodobne družbe je nazadovanje vloge očeta. Že komunizem je poznal rušenje očetove avtoritete
in je spodbujal dečke ali otroke, da so ovajali svoje očete. Otroci so postali junaki socializma, očetje pa so se znašli v zaporu. Cilj tega je bil, da lahko oblast uveljavi svoje cilje in zelo ključno je bilo, da ruši družino, v družini pa avtoriteto očeta. Danes v kapitalizmu je motiv v osnovi enak, strukturno enak, samo razlog neposreden je nekoliko drugačen. Če gre oče svojim otrokom v neko veliko trgovino, bo oče navadno zelo racionalno pomislil, kaj bo dal v voziček. Če gre z njim mama, bo podlegla otrokovemu nerganju in bo padlo v voziček veliko tega, kar ne potrebujejo. Torej, če oče porušen, ima kapital tako rekoč proste roke. O tem bi seveda lahko razpredal še naprej, ampak samo da nakažem problem. Posebej pa vas vabim, da si morda doma ogledate opombo številka 60, ki ima naslov Kako ameriški kulturni model unificira globalno kulturo. In nekaj o tem želim reči, ker gre za zelo temeljne stvari. Globalna kultura pomeni unificiranje estetskih praks in posledično tipizacijo doživljajskih zmožnosti publike. Ne gre samo za to, da monokulturni vzorci izrivajo množico raznolikih kulturnih vzorcev, predvsem gre za unificiranje poprej raznolikih oblik zavesti. Standardne prakse umetnostne industrije sodijo v širše polje kulturne industrije, ki je industrija zavesti. Globalna kultura stremi k poenotenju, k brisanju razlik, predvsem doživljajskih, briše specifične senzibilnosti, ustvarja polje univerzalnega, tipskega izraza, s katerim potem nagovarja publiko, ki tudi sama postaja vse bolj tipska v svojem dojemanju in doživljanju. Ta proces pomeni strahodno osiromašenje, regresijo, zavest se krči, omejuje, determinira. To, kar je zapisal Miran Zupanič, dekan AGRFT, in to so njegove besede, ki sem jih zdaj navedel, se zelo recimo nazorno kaže v propadu denimo italijanske filmske produkcije. Sam sem se tega zavedal kakšen mesec nazaj, ko sem naletel na italijanski film Sladko življenje Fellinija in me je film v trenutku pritegnil in potem naslednji dan sem pomislil, pravzaprav italijanske filmske produkcije v tej kakovosti in razsežnosti, kot je bila, ko sem bil jaz mlad, danes ni več. In podobno je z drugimi. Logika delovanja oblasti. Mogoče boste kakšno od teh stvari sedaj zaznali v povezavi z govorom o sovražnem govoru v slovenskem parlamentu. Ta debata se je začela včeraj in boste videli, da so tukaj neke analogije. Eden največjih raziskovalcev in premišljevalcev logike oblasti je Michel Foucault. On sam je bil sin zdravnikov in se je srečal z problemom telesa, problemom psihiatrije in se je sam odločil, da ne bo šel po poti svojih staršev, ampak da bo premišljeval, zakaj se v medicini, v zdravstvu, s telesom, v psihiatriji dogajajo stvari, kot se. In je prišel do neverjetnih spoznanj in je pravzaprav do danes nepresežen. In najprej govori o tem, kako se dela resnica, ki vlada v neki družbi. Resnica nastaja po zaslugi številnih pritiskov. Torej, ne resnica v našem krščanskem, absolutnem smislu, ampak resnica, ki je od tega sveta, ki je v bistvu družbena, politična resnica. Pravi, vsaka družba ima svoj režim resnice, svojo občo politiko resnice, se pravi vrste govora,
Če si to zapomnite, boste videli, kaj te dni govorijo v parlamentu. Vrste govora, ki jih sprejema in jih omogoča, da delujejo kot resnične. Ni važno, če so resnične, važno je, da delujejo kot resnične. Mehanizme in inštance, s katerimi je mogoče ločevati resnične izjave od neresničnih, ni važno, če so resnične. Producira se jih kot resnične in druge kot neresnične. Način, kako se ene in druge sankcionira, priznava tehnike in postopke za doseganje resnice. Da podeli neki izjavi, nekemu načinu govora status resnice. Nekaj si mi je preskočil pa. No. Resnica je osredotočena na obliko znanstvenega diskurza, torej vsak si želi pritegniti znanost, tako kot sem prej omenjal, mi kristjani s Tomažem, s tomizmom, marksisti s dialektičnim materializmom, ki so ga naredili za znanost, danes delo je isto na filozofski privrženci Lacana. Da poskušajo resnico proizvajati. Proizvajanje in prenaša se resnica pod izključnim, vseeno pa prevladujočim nadzorom nekaj velikih političnih in ekonomskih aparatov. Preko univerze, preko vojske, pisave, medijev in tako dalje. Nekako do 18. stoletja je družba producirala ali zagotavljala prevlado krščanske resnice. Sledil je prelom, ki pa nas določa še danes. Do njega ni prišlo samo zaradi razsvetljenskih idej, kot največkrat mislimo, pač pa zaradi te akumulacije kapitala, kot sem prej govoril o kapitalu iz zemljiške posestvi, ki je doživel zgodovinski poraz in je moral priznati premoč kapitalov, ki nastaja iz industrije. Ko tako imenovani srednjeveški tretji razred s francosko revolucijo postane edini razred vladajoči, je za svojo vladavino potreboval nov politični sistem in seveda tudi nov kulturni model. Novi kapital je dobil nove lastnike, ti pa so postavili nov tip oblasti. Zato taka radikalna sprememba po francoski revoluciji. Ker če naj se nekaj uveljavi, mora biti identiteta novega v vseh pogledih, v gospodarstvu, v upravljanju države, v kulturi, v ideologiji, prepoznavno drugačna od prejšnje. In zdaj mislim, da v cerkvi tega nismo na ta način razumeli. Mi smo to razumeli, da smo še vedno tam okrog leta 1800, pa še celo 19. stoletje, da se zdaj cerkvi nekaj vsiljuje in da bomo mi morda s tem pa le nekako uspešno obračunali. In prepričanje, da imamo še vedno moč, da bomo s temi modernističnimi zmotami obračunali, je znameniti silabus papeža Pija IX., kjer je seznam modernističnih zmot. In tukaj je šlo za prepričanje, da so ideje tiste, ki vodijo svet. In videli smo, ideje so lahko take ali drugačne, uveljavijo se tiste, ki jih izberejo ekonomski centri moči, zato da se plasirajo, da se legitimirajo, da se utemeljujejo na tem. In nastane tisti znameniti kulturni boj 19. stoletja, ki ga sproži Otto von Bismarck, novi kancler nemškega cesarstva, Prvega rajha, nastalega 1871. In nadaljuje z silabusom, pri nas pa je odmev silabusa Anton Mahnič, nosilec ideje diferenciacije ločitve duhov. Torej, škof Mahnič kasneje na Krku je bil prepričan, da če bodo prave ideje na pravem mestu, pa bodo tudi vse druge stvari na pravem mestu. To je bil dejansko že nek anahronizem in nedojetje,
da niso ideje tiste, ki svet usmerjajo, ampak ekonomija in od nje odvisna politika. Na drugi strani je bila večina prebivalstva še krščanska v 19. stoletju, kljub temu, da je politika in filozofija se odmikala od krščanstva. Zato pa je znala nacionalna država 18. in 19. stoletja v svoj voz vpreči tudi cerkev. In sicer tako, da jo je v enem delu spremenila v svoj servis. In mislim, da se nas tega še danes nekaj drži. Ko pomislim recimo na naš zavod svetega Stanislava, vidimo, da ljudje, ki pripeljejo svoje otroke v zavod, v katerega od teh programov, ki so tam, jih pogosto ne zanima evangelizacija, jih ne zanima vera, ampak dobra kakovost. In nacionalna država je cerkev dejansko upregla v svoj, zlasti recimo Jožef II. Cerkev je torej postala koristna inštitucija in mislim, da del cerkve še vedno misli, da ko upravljamo nek servis za družbo na področju izobraževanja in drugih, da pravzaprav dajemo podporo evangelizaciji. Mislim, da boste obe smeri v cerkvi ostali, sam imam od vsega začetka, od leta 90, ko se je to začelo, veliko skepso in mi to ni blizu. Torej, ne želim, da je cerkev v službi države, ker nas vedno država zlorablja. Razmerje med oblastjo in vojno. Foucault se je vprašal, kaj se danes dogaja, kaj je zdaj ta zdaj, kdo ta zdaj določa. Ugotovil je, da je za vse oblasti skupen tako imenovani ekonomizem oblasti. Ali se oblast zmeraj ravna po ekonomiji in je od nje odvisna? To se je spraševal. Ali sta smisel obstoja oblasti in njen namen predvsem podpiranje ekonomije? Ali ni oblast predvsem vzdrževanje in obnavljanje ekonomskih razmerij? In prišel je do te ugotovitve, da je oblast vojna, nenehna vojna z drugimi sredstvi. In se je pri tem skliceval na pruskega generala Clausewitza, ki pravi: vojna je nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. S tem je odgovoril na zastavljeno vprašanje, kdo določa ta trenutek, kdo sedaj vlada, in zapisal, da so oblastna razmerja, kakršno delujejo danes v neki družbi, zasidrana predvsem v razmerju sil, ki se v danem zgodovinskem trenutku natančno vzpostavil z vojno. Zato sem prej, ko sem govoril o ameriškem kulturnem modelu, zavestno navedel vlogo Jalte. In če je res, da politična oblast ustavlja vojno, vedno politika ustavlja vojno in v civilni družbi vzpostavlja mir, tega ne počne zato, da bi odpravila posledice vojne. Naloga politične oblasti je, da z nekakšno tiho vojno nenehno na novo zapisuje razmerje sil vzpostavljeno z vojno in opredeljeno z mirovno pogodbo. Zakaj to govorim? Da bi razumeli, zakaj v Sloveniji ne moremo do sprave. Zato, ker ta trenutek ne določamo mi, ki danes odločamo o slovenski družbi, ampak se je zarisal leta 1945. In tisti, ki v vojni zmaga, tisti določi vsa razmerja, ki bodo po vojni. In če bi si zmagovalec danes, zato ker bi sprejel spravo, bi se s tem nekako odpovedal pridobitvi, zato zmagovalec vedno znova na novo zarisuje oblastna razmerja, ki so se vzpostavila z vojno. V Sloveniji ne moremo do sprave, razen gotovo na tej duhovni ravni, ampak na politični ravni to ni mogoče. Zato je tisti, ki cinično pravijo nasvidenje v naslednji vojni. Stvari se zarisujejo in določajo z vojno.
Sprava je pa bila mogoče decembra meseca med Japonsko, Korejo in Filipini, ko so Američani v strahu, da bi bili premalo konzistentni v obrambi Južno-Kitajskega morja, prisilili Japonce, da so priznali 200,000 posilstev nad Korejkami in Filipinkami, to priznali in bili pripravljeni tudi materialno nekako povrniti to katastrofo, ki se je zgodila. Se pravi, sprava je bila vsiljena zaradi potreb neke realne politike. In tudi o tehnikah oblasti govori Michel Foucault, in sicer pravi, da je v 18. stoletju prišlo do podržavljanja biološkega, zato ima predavanje naslov Telo. Tehnike oblasti so se v 17. stoletju, torej po Tridentinskem koncilu, osredotočale na posamezno telo. V kakšnem smislu? Da se je poudarjala vloga dresure, disciplinarna tehnologija dela. Oblast je izgrajevala nekakšno politično pastoralo, da bi vsak posameznik z duhovno in telesno disciplino prišel do kar največje moči in nekakšne homeostaze, torej vzdrževanje ravnovesja biološkega sistema z notranjimi mehanizmi. Jaz se sam natančno spomnim iz bogoslovja, ko smo imeli te neke vrste dresuro. Tam na hodniku smo imeli en seznam, mislite, se je Schedulo imenovala nekaj takega, in tam si pisal, kaj si naredil nek dan za to, da si neko stvar obvladal. Se pravi, poudarek je bil na discipliniranju posamezne osebe. Zato ni naključje, da so Habsburžani v tem času praviloma za vzgojitelje cesarjev vključevali jezuite. Sedaj na eni ravni je to skladno z nami, ampak te stvari govorim zato, da vidimo, kako je bilo to kompatibilno z oblastjo. Ker če je imela oblast na voljo ljudi, ki so bili notranje disciplinirani, ponižni, je bilo s temi ljudmi lažje gospodovati. Zdaj, v 18. stoletju pa pride do podržavljanja teles posameznikov iz 18. stoletja v novo obliko podržavljanja, in sicer v tako imenovano biopolitiko. Oblast od takrat naprej, od 18. stoletja naprej, ne zanima več človek kot posameznik in izgrajevanje osebnosti in vsa disciplina in dresure in vaje in posti in vse, kar je potrebno, da se izgrajujem kot posameznik, ampak začne oblast v 18. stoletju zanimati populacija. Torej, demografska vprašanja, politika rodnosti, življenjska doba, epidemije, posledice močvirja, javna higiena, staranje, naravne nesreče, hiralnice, umobolnice, ki se tudi potem prve pojavijo, solidarnosti, skladi, zavarovalnice in tako dalje. Vse našteto namreč dobi mesto v začetkih statističnega merjenja in centralnega zbiranja informacij in podatkov. To je tak suh podatek. Zdaj pa iz tega premika na populacijo, na biopolitiko, imamo dve hudi posledici, ki zadevata tudi naše pastoralno delovanje in razumevanje. In sicer najprej spremenil se odnos do smrti. Oblast je dolgo zanimal celoten človek, lok človekove usode od spočetja do smrti. Ko je posameznik prišel v oblastne mehanizme, pa tudi po smrti, ko ga je država prepustila svojemu državotvornemu podsistemu cerkvi. Ta se je namreč posvečala tudi človekovemu posmrtnemu življenju. Zato je razvila obsmrtno in posmrtno pastoralo. Vse, kar je bilo povezano z pripravo na smrt in potem po smrti z mašami, zadušnicami in vse, kar je temu sledilo, in vse to oznanjevanje, je bilo v prid državi. Javna ritualizacija smrti pa se je
od konca 18. stoletja začela umikati. Po vse večji diskvalifikaciji smrti je ta postala nekaj zasebnega. Razlog je v transformaciji tehnologije oblasti. Smrt je bila prej trenutek, ko je človek prešel od ene oblasti, ki je bila oblast suverena na tem svetu, k drugi, cerkveni, ki je bila oblast suverena na onem svetu. Prišel je torej od ene sodne inštance k drugi, od enega civilnega prava k drugemu pravu, ki je bilo pravo večnega življenja, za katerega je skrbela cerkev. Splošni gospodarski razvoj pa omogoča programe izboljševanja življenja, kamor sodi tudi nadzorovanje naključij, še posebej pa možnost podaljševanja življenja. Smrt je s tem postala meja, do kamor seže civilna oblast, ker je postalo oblasti dostopno samo to, kar je do smrti, se oblast zanima samo za smrtnost, za kategorijo smrtnosti. To je tisto, s čemer kar oblast lahko ujame svoje statistike. Za oblast postane sama smrt pa brezpredmetna. Oblast nekako opusti smrt. In še naprej, zato ker z človekovim telesom preko inštitucij zdravstva oblast krepi tudi svojo materialno moč in nadzor nad ljudmi. Če vi samo pogledate, kakšen premik je zdaj v pričakovanju rojstva otroka. Tega se nisem niti zavedal, pa pred parimi dnevi k meni prišla od mojega nečaka žena, ki bo, če Bog da, naslednji mesec rodila in mi je pripovedovala, kaj vse se zdaj dogaja, preden spraviš otroka na svet. To je biopolitika. Se pravi, oblast nadzoruje vse faze in iz tega krepi svojo moč nad ljudmi in tudi svojo materialno moč. Vse, kar je pa po smrti, je pa seveda ne zanima, ker od smrti naprej z mrtvim telesom ni več mogoče tržiti, ga ni več mogoče nadzorovati, vključevati, ne? In zato je oblast to tabu. Da to ni moralno vprašanje, samo kot največkrat razlagamo, ampak je v resnici posledica nehne tehnologije oblasti. Nekaj podobnega je s spolnostjo. Poseben strateški pomen je bila spolnost, ki je bila umeščena v stičišče telesa in populacije. Spolnost je postala področje discipline in regulacije, stvar individuuma in obenem populacije. Spolnost kot izraz človekovega telesnega vedenja je bila odvisna od discipline in zato podvržena kontroli, stalnemu nadzorovanju. Znane so kontrole samozadovoljevanja v družinah, v šolah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, malih semeniščih. Moji starejši sobratje so mi pripovedovali o okencih v Pazinu, skozi katere so predstojniki lahko nadzorovali, kaj delajo fantje. Hkrati pa je oblast spolnost umeščala v svojo demografsko politiko. V 19. stoletju je dobila spolnost eno od privilegiranih mest med organizmom in populacijo. Od tod tudi medicinska ideja, po kateri ima seksualnost, če je nedisciplinirana in nepravilna, to je 19. stoletje, 3 negativne učinke. Prvi negativen učinek je na telo, na nedisciplinirano telo, ki je takoj kaznovano z individualnimi boleznimi, ki si jih nakoplje seksualna razuzdanost. Ko sem to bral, je meni postalo jasno, kaj je meni govorila stara mama, ko sem bil star 12 let. Otrok, ki se preveč samozadovoljuje, bo vse svoje življenje bolan. To je bila doktrina 19. stoletja, ne cerkvena doktrina takratne stroke medicine. Disciplinska sankcija na ravni telesa.
Hkrati pa ima razuzdana, pervertirana, sprevržena seksualnost določene učinke na ravni populacije, ker je mišljeno, da je seksualni razuzdanec dedno zaznamovan, da bo imel potomstvo, ki bo tudi samo moteno in to od generacije do generacije. Verjetno ste v zadnjem obdobju se srečali z dnevnikom škofa Jegliča, ki o teh vprašanjih samozadovoljevanja in predzakonske spolnosti veliko govori. In ko sem se tako pogovarjal z mojimi sobrati, mi je večkrat kdo rekel, škof Jeglič je pa to pisal zato in tako, ker je imel sam s tem težave. Sam jim pa odgovarjam, to zdaj nekako vidim iz tega študija Foucaulta, da je to bila takrat stroka, da je očitno škof Jeglič za vse to doktrino o degeneriranosti veliko vedel in je te stvari preprosto vključeval v svoje razmišljanje in svoje besedila. Kako močna je bila ta teorija o degeneriranosti v 19. stoletju, vidimo še iz španske državljanske vojne, v katero je oblast vključila žal tudi cerkev, redovnice, da so zaradi prepričanja, da nek gen, ki je zasidran v otroku komunističnih staršev, lahko ima posledice v naslednjih generacijah, so jih pobirali staršem, jih izolirali in iz tega so nastale tragedije, ki določajo v marsičem Španijo še danes. Iz teh teorij 19. stoletja. Danes lahko celo govorimo ne samo o oblasti preko medicine, ampak celo o presežku biooblasti, ker danes ima znanost, ki jo politika vključi, možnost ne le, da življenje ureja, da ga nadzoruje, ampak ga tudi razmnožuje, da proizvaja neke žive organizme, biološka zdravila, nekaj živega, fabricira neobvladljive in univerzalno uničujoče viruse. Presežek oblasti preide na novo raven, ko oblast ne izpostavi smrti samo svojih sovražnikov, ampak žal danes oblast izpostavi smrti tudi svoje lastne državljane. Zdaj, kako se to vse pojavlja, to je bila posebna študija, zelo zanimiva, ampak ni tukaj možnosti, da bi se temu posvetili. V nadaljevanju je en drzen naslov, Moje telo je svet. Ta sintagma je videti skoraj provokacija kot trditev, ki se nikakor ne zdi resnična. Dejansko pa to, kar sem rekel, strukturira mišljenje sodobnega človeka, ne da bi se tega jasno zavedali. Odkot to pravzaprav izhaja? Če je Kant pred 200 leti trdil, da je stvar sama na sebi, tako kot je, tako imenovani das Ding an sich, torej stvar na sebi nedosegljiva, nedostopna, je pa nekaj, kar je zunaj naše zavesti, je šel njegov naslednik Fichte, ki je umrl 10 let za njim, še naprej. In pravi, iz nas ne izhajajo samo te a priorne forme, s katerimi dajemo stvarem oblike, ker stvari kot same so nam nedostopne, naša a priorna forma iz naše glave, iz našega razuma, verštanta, določa, kakšen je ta svet, kako ga vidimo. Je šel torej Fichte še korak naprej in pravi, vse, kar je zunaj, kar je ne jaz, je pravzaprav produkt mojega jaza. Pravi, popolna osredotočenost na subjekt. In od tu naprej je šel korak še Arthur Schopenhauer, ki je bil pa še mlajši od Fichteja, je pa celo postavil trditev, da je svet tak, kakor ga jaz vidim. Svet je moja predstava. Svet kot volja in predstava. Torej nekega objektivnega sveta sploh ni več. In to govorim zato, da bi malo začutili, v kakšnem svetu se pravzaprav nahajamo. Ker Schopenhauer je imel velikanski vpliv na Wagnerja, na Nietzscheja, na Einsteina, na Freuda, Junga, Tolstoja. Skratka, skozi to literaturo se ta misel Einsteina o tej njegovi volji
prenaša naprej. Tu ne gre za to individualno voljo, ampak gre za voljo kot nek metafizični voluntarizem. To je nauk, ki pojmuje resničnost kot pojavno obliko volje. Kot nek na dnu vsega, kar je neka imaginarna volja, kot temeljna sila tega kozmosa, ki vse poganja. In ta volja je nekaj neosebnega. Torej, jaz kot svet, skozi moj jaz se ta temeljni tok te imaginarne volje izrazi in samo jaz pravzaprav sem zmožen to artikulirati in ne morem v celoti z drugimi tega deliti. Moj jaz bi na eni strani bil izraz za mojo samozavest, če sem jaz ta svet in je svet kot volja in predstava tak, kot si ga jaz predstavljam, bi človek rekel, to je pa zdaj razlog in osnova in temelj za mojo samozavest. V resnici je prav obratno. Je izraz ne naše samozadostnosti, ampak naše prestrašenosti, naše, neki bi rekel, metafizične samote. Ker to, kar je v meni, v tem podzavestnem delu, se nikoli ne prenese v mojo zavest na ta način, da bi natančno lahko to preslikavo izrazil. Torej, v meni delujejo te nejasne, breztemeljne sile, da sem sam sebi nedostopen. In zdaj, zakaj o tem govorim? Zato, ker v to nas dela prestrašene. Ker če sam sebe ne morem zanalizirati, če pravzaprav sam sebe ne morem sebi dati na plan, na dlan in reči, to sem pravzaprav jaz, to so moje prave želje, to je smisel mojega življenja, če torej vsega tega ne morem nadzirati, potem je to, ker je to tudi posledica izvirnega greha, potem je to vstopno mesto, v katerega si mi nekdo vsili. In to sta oblast in kulturni model. Da iščem odgovor in rešitev, da bi premagal to samoto, prestrašenost, da bi bil nekam integriran in bi se na nek način rešil. Filozof Lacan pravi, da je ena od temeljnih stvari, ki nas določa, je naša želja. Želja, mi vsi čutimo, da smo obvladani od želje, vendar ta želja ni nekaj, kar bi bila jasno izražena, ampak je želja, kar nas vleče v neko drugost. V ta drugost se dejansko človek, če se prepušča želji, se na nek način pogreza. In nasprotje želje pa nam mistična zgodovina duhovnosti cerkve govori o transformiranju te želje v hrepenenje. Zato vsa srednjeveška mistika temelji na visoki pesmi, ali pa večji del na visoki pesmi, kjer se želja, ki bi bila sicer usmerjena preko ženina neveste, lahko zgolj v to padanje v drugost, v to imaginarno, transformira v hrepenenje po Bogu. Torej, kje je zdaj naša rešitev? Da se na eni strani zavedamo želje, kakor je razume sodobna filozofija, kot tista, ki nas najbolj opredeljuje, vendar ta želja nas vleče v nekaj breztemeljnega, v nekaj nedoločenega. Tam se ne nujno srečamo z Bogom, ampak se lahko srečamo z svojo izgubljenostjo, z vso to realnostjo izvirnega greha. Zato je naš molitev kot odrešitev v transformaciji želje. Hrepenenje prvotno želje, željo, iz katere izide, osvobaja privida. To je ključno, ne? Zapeljevanje oblasti in časti in udobja, ki napadajo želja in človeka po njej potiska na tla. Človečnost človeka se nikoli ne uresniči, če hodi v smer, kot mu jo nakazujejo želje. Ker ta rada pade pod to stransko oblast,
ampak da željo transformira in se potem približuje, hrepenenje se sovpada z apatejo, z brezstrastjem. Glejte, zakaj vam to govorim? Mi imamo celo vrsto duhovnikov in sem včasih zelo podrt, ko poslušam kakšne srednjeveške mistikinje, ki govorijo o ljubezni do Kristusa, in Kristusa naslavljajo sladki Jezus in podobno. In ti, nekateri moji sobratje, ne verjame, da je to lahko pristno. Ne verjame, da je možno, da se ta želja, ki mi leče v dno, transformira v hrepenenje. Ne verjamejo tem besedilom, da so pristna. Sam mislim, da so pristna in da nas duhovno izročilo uči prav tega. Drugo naše duhovno orožje proti moči oblasti in kulturnega modela pa so zakramenti. V kakšnem smislu? Po njih se preustvarja človekovo osnovno življenje. Oblast in kultura se vedno usidrata v telo, ki je torišče človekovega osnovnega življenja. Kristusovo učlovečenje spreminja samo bit oziroma samo strukturo naravnih religij. Bogovi naravnih religij so bili od začetka ubijalci človeka, ker so se hranili z njegovim telesom in krvjo. To temeljno razmerje med človekom in bogovi pa je določal strah. Med vsemi živimi bitji v naravi, ki se hranijo eno bitje z drugim, vlada strah. Bogovi naravnih religij so bili človeku vedno nekaj zunanjega, tujega in nepredvidljivega. Nasprotno pa se je Bog Jezusa Kristusa torej ne hrani s človekom, temveč se človeku sam daje v hrano. Vendar ne tako kot živalska in rastlinska telesa, ki s tem, da se z njim hranimo, ohranjajo naše smrtno življenje. Kristusovo telo, duhovno in nesmrtno, daje nesmrtnost in večno življenje. Toda zaradi tega je nujno, da mi sami to duhovno telo spreminjamo v svoje lastno življenje. Ko smo v svoji duši in svojem telesu prežeti z duhovnostjo, duhovno telesnostjo Boga človeka Kristusa, si človeško v sebi gradi Bogovo človeško telo. Se pravi, da gre v resnici za to transformacijo. Zato je popolnoma na mestu, da tako poudarjamo Evharistijo kot središča, da se dejansko skozi Evharistijo ta svet presnavlja v večno, v Kristusovo telo. In na ta način, ko se to dogaja, naše telo, ki je v Kristusu, ni več pod oblastjo v celoti tega sveta, ne nobene kulture. Se pravi, svoboda se nam odpira samo v transformaciji želje v hrepenenje, v transformaciji snovnega življenja v Evharistijo, v bogočloveško telo. Mogoče tle za zaključek, da ne bom predolg. Če vzamemo Jezusa za nek prototip oznanjevalca, vidimo, da Kristus ni bil v prvi vrsti zaskrbljen, ne kaj bo komu povedal in ne kako bo komu kaj povedal. Ampak se mi zdi, da je bila moč Kristusov v tem, da ko je zagledal človeka, ga je dejansko občutil v njegovi fizični realnosti, da je občutil to telo. In moram reči, da to meni to dojetje ogromno pomaga. Da ko vidim človeka, se vprašam, kako se on počuti v svojem telesu. Ali trpi, je zadovoljen s tem, kje se mu zaradi njegovega telesa pojavljajo stiske. Bodi si zaradi bolezni, bodi si zaradi neke obremenjenosti, česarkoli drugega. Se pravi, nas pa največkrat, ko oznanjamo, zanima vsebina, ki jo želimo posredovati.
A v resnici ljudje ne čakamo na neko vsebino, ampak zato, da bi nas nekdo res začutil v tej realnosti, v kateri smo. Jasno je, da vse naše oznanjevanje ne more delovati na ta način, da smo prisiljeni pri nedeljski maši, pri tem množičnem oznanjevanju nagovarjati večje skupine ljudi. Ampak, da bi imeli pred očmi, tako kot je imel Jezus, ko je pogledal Samarijanko, je čutil vso njeno izgubljenost in ona je vedela, da jo razume, da je ne bo ponižal in zato potem ni bilo več potrebno veliko, da je sprejela njegovo odrešensko besedo. Se pravi, v drugega stopamo, se mi zdi res, da nekako otipamo realnost telesa človeka, ki je pred nami, njegovo bolečino, kje se mu stvari zatikajo, kaj ga boli, ker v tem doživlja tudi svojo neodrešenost, vso posledico izvirnega greha, ki se manifestira na telesu. Tudi če imamo vse to pred seboj, smo seveda pri vsem tem omejeni, zato samo še beseda o mejah našega oznanjevanja. Nobena pristna duhovna izkušnja ni enaka nobeni znotraj svetni. In ni nikoli izkušnja nečesa kot nečesa, niti nekoga kot nekoga, ampak hkratnost izkušnje in neizkušnje, imetja in izgube, užitka in bolečine, prisotnosti in odsotnosti. Brez tega horizonta se govor o duhovnosti vulgarizira, saj obstaja nevarnost, da zapademo bodisi v psihologizacijo, bodisi v fenomenologizacijo. Ko se vsega tega zavedamo, pa nas vendar sveti Pavel opogumlja. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Hvala.